Dobrodošel in dobrodošla. Danes je z mano ena posebna gostja oziroma strokovnjakinja za osebni brand, poznana pod imenom Maša Mikser. Maša, dobrodošla, da si vzela čas in da bova danes malo poklepetali, kako se lotiti osebnega branda, ki mislim, da je v današnjem času za čisto vse, ki smo online ali pa tudi ne samo online podjetniki, zelo, zelo pomemben, a ne? Ja, hvala za povabilo, Maja, da lahko delim svoje znanje pa izkušnje tudi s tvojo publiko. Ja, res je kar pomemben, sploh v tej online dobi. Ja. Ja, pa če mogoče sploh začnemo s tem, kaj je osebni brand, pa mogoče še ta razlika, ne? Zdaj nekateri, ki bodo poslušali, imajo posel. Kakšna je razlika med tem osebnim brandom, pa če rečemo temu poslovnim brandom, ali je to eno in isto? Ja, to je super vprašanje, pa tako kar zajetno. Zdaj tako, v bistvu bi sam na kratko povzela, ker ne vem, koliko še ste že slišali, ne? Ampak vsak ima osebni brand, pa če se tega zaveda, pa ne, to ste že dostikrat slišali od mene, ne? In zdaj, kaj je, čist na kratko, da ponovimo, za tiste, ki gledajo prvič, osebni brand je tisto, kar si drugi ljudje mislijo o vas. In to ima vsak. In zdaj, ko smo v online dobi, ne, je to seveda toliko bolj pomembno, ker imamo vsi socialno, oziroma vsi smo na družabnih medijih, pa v mrežjih. Ne. Se pravi, kdaj je potrebno, da se ga gradi namensko, pa strateško, ne? Oziroma, kdaj rabite močan osebni brand? To je v bistvu ključno vprašanje. Ne? In predvsem ga potrebujete takrat, ko si želite od življenja nekaj več. Se pravi, ko želite doseči nek cilj, ko v vas tli in gori ena želja po nečem boljšem, pa lepšem, ko si zaželite neko svobodo. Ne? In potem si najbrž mislite, da to velja pa za vsakega. Ja, v bistvu žal ni tako, ne? Ker veliko ljudi, kot rada rečem, spi in jim je čisto udobno v svojem življenju, kljub temu, da niso najbolj srečni. Ne? In ker če želimo nekaj doseči v življenju, mora biti ta želja dovolj močna, da se premaknemo iz neke udobnosti znanega in gremo v neko vznemirljivost svobode pa uspeha ali pa neko realizacijo naših sanj. Ne? No, in takrat v bistvu potrebujete močan osebni brand. In zdaj, če govorimo specifično o podjetju, potem se osebni brand lahko razlikuje od podjetja, ni pa nujno, ker vse je odvisno od naše vizije, ki jo imamo zase ali pa za podjetje. In če bi morala zdaj opisati recimo razliko med brandom podjetja pa brandom izdelka oziroma osebnim brandom, ne, je potem to, da je osebni brand zasnovan na naših osebnostih, na naših vrednotah, medtem ko je brand podjetja lahko umetno v narekovajih, zato ker je to še vedno avtentično, ampak ne temelji na naši osebnosti, ampak v podjetju pri tem primeru pripišemo neko osebnost, za katero mislimo, da bo najbolj ustrezala. Tako da, če smo sami lastniki podjetja, imamo možnost odločanja, da sami diktiramo, koliko naše osebnosti bo prepoznavno upleteno v nek brand podjetja, koliko bo pa grajeno na osebnosti, ki jo določimo sami. Se pravi, glede na ciljno skupino, tip izdelka, storitve, ki jo nudi podjetje. Tako da, če smo podjetnice, imamo vedno vse niti v lastnih rokah. In odločitev je vedno na nas in ni nobene enoznačne rešitve. Zdaj, če pa nismo podjetnice, smo samo, v narekovajih, fizične osebe, se potem odločamo naprej, kako bomo gradili, če bomo sploh gradili osebni brand. Zato je v bistvu, ja, je pomembno tudi osebnost v življenju, ampak bo mogoče zanimiv en tak primer, da če smem. Se pravi, v zasebnem življenju je tako, in to je res super vprašanje, ker ljudje mislijo, da če niso podjetnice, da ga ne rabijo. Ampak kot rečeno, če nimaš nikakršnih ambicij in želj, potem se s tem pač ni treba pretirano ukvarjati. Če pa imaš, in se pravi kot primer, recimo ženska, si samska in bi rada našla ljubezen svojega življenja. In jo poskušaš najti preko recimo Tinderja. Recimo, in kaj to pomeni? Da si moraš odpreti profil, povedati, kdo si, kaj počneš, kaj si želiš, kaj je tvoj namen, katero fotografijo dati, kaj naj bi ta fotografija izražala. In večini se zatakne že pri tem. In ko so prisiljeni se vpisati v nek tak profil, z vsem napisanim in vnešenim oddajamo neko energijo. In s tem privabljamo določene poglede moških, če je to pač Tinder naš fokus, sprav na naš profil. In če jasno ne definiramo niti sebe, niti kakšnega moškega želimo pritegniti v svoje življenje, potem bomo ali dobivali neprimerne predloge in neprimerne intimne predloge v sporočilih,
ali pa bomo pritegnili razne moške, ki nam ne bodo niti najmanj ustrezali. In zato vedno rada dam ta primer uporabe v zasebnem življenju. Se pravi, osebni brand je vedno zelo pomemben, da ga gradiš, ko je tvoja želja dovolj močna, da nekaj dobiš, ustvariš, manifestiraš. Samo da ljudje tega nažalost se ne zavedajo, ali pa nimajo dovolj velike želje, ali pa energije tudi, da to v sebi v življenju realizirajo. Veš, kaj bi še mogoče samo rada, da razjasnimo oziroma poudarimo, da to, ko ustvarjamo osebni brand, da tukaj verjetno ne govorimo o tem, da bomo zdaj tukaj malo si kaj izmislili, pa malo manipulirali, pa dali kakšne svoje slike, da smo bolj, ne vem, zdaj za ta Tinder recimo, da smo mogoče kakšne drugačne, ali pa tiste super Photoshop fotke, ali pa da se mobijo, ampak da tukaj v resnici samo pridemo tudi mogoče bolj do svoje jasnosti, kaj smo, kako avtentičnosti. Drži. Absolutno. Ljudje mislijo, joj, pa zdaj se ne bi rad naprej metu, ali pa si mislijo, nočem biti sfejkan, ali pa hočem biti drugačen. Ne. Tukaj gre za to, da se v bistvu sploh ugotoviš, kdo si, kaj si želiš. In to jasno definirati, se pravi, da dobiš jasnost o sebi. In ko dobiš jasnost o sebi, si še vedno avtentičen, samo bolj jasno to izražaš, Se pravi, ne vem, naprimer, če rad hodiš v gore, pa si, mislim, da rada plezaš in tako naprej, oziroma ta oseba, če bi se prijavila na Tinder, je potem ne bom dala v bistvu fotografije v stilu Kim Kardashian. Ja. Ne bo še tako lepa gor, Ja. Se pravi, daš čelado in ko plezaš v steno, recimo. To so take stvari, ampak ljudje na to res ne pomislijo, In veliko manj se poznajo, kakor pa mislijo, da se poznajo. In to ne znajo izjasniti. V bistvu je potem tako ustvarjanje osebnega brenda tudi delno ena taka osebna rast, Absolutno, brez tega ne gre, Sploh pa v poslu, v osebnem življenju, še nekako bi lahko šlo, V poslu pa ne, zaradi tega, ker če ti želiš doseči nek cilj, nekaj manifestirati, doseči, preživeti, kakorkoli, moraš iti po tej poti naprej. In ko greš po tej poti naprej, se ti najverjetneje zatakne, imaš neke izzive. In te izzive je treba v bistvu najverjetneje, dostikrat najbolj pomembni so ti notranji, in jih je treba v bistvu preseči. In zato v bistvu je najhitrejša osebnostna rast je podnižniška pot. Sam dovolj potrpljenja, živcev pa ljubezni do sebe moraš imeti. To je to, obvezno. To se pa definitivno strenjam. Se mi zdi, da ko greš čez ene izzive, potem zmeraj pridejo pač na drugem nivoju eni ta drugi izzivi, tako da zmeraj delamo na tem, Vedno, new level, new devil. To. Zdaj, če se mičkeno vrnemo nazaj, preko smo govorili o osebnem pa poslovnem brendu, recimo, da zdaj je ena podjetnica ali pa podjetnik, čisto na začetku poti in še zbira, v katero smer bi šel, ali bi ustvarjal osebni brend, ali bi ustvarjal pač biznis, mislim poslovni brend, če tako rečemo. A imaš mogoče kakšne nasvete, kako, kdaj se za katerega odločiti, oziroma mogoče prednosti, pomanjkljivosti vsakega? Ja, zdaj tako bi rekla, če lahko samo en korak nazaj grem, če govorimo o podjetnicah, pač o podjetnikih, večina, ki so na začetku, to mislim, to lahko trdim, ker sem se pogovarjala z res veliko podjetnicam, da je osebni brand to, kako dobro imaš urejen, recimo, ali pa močen Instagram profil, koliko sledilcev imaš, kakšne barve, obleke pa logotipa, ampak to ne je samo odslikava tega, kdo si, to je en tak moment. Drugi moment je pa to, da večina ljudi ne štarta iz nule, oziroma tako, imajo že neko idejo, ampak težava je v tem, ker oni grejo, ko štartajo svoj biznis, štartajo iz te želje, iz tega veselja, da bojo ustvarjali, da bojo na svojem in imajo neke izdelke, ki bi jih radi predstavili in tako naprej. In vso to energijo dajo in vržejo v posel in delajo in delajo. Prihodka in dobička pa ni. Zaradi tega, ker enostavno niso preverjali, niso šli po nekem postopku, da bi preverjali. In kaj se potem zgodi? Ta njihov hobi, to njihovo veselje, ki naj bi bil vir dejansko in prihodka in obilja, postane v bistvu finančno brezno, luknja brez dna, kjer vlagajo ogromno energije, ogromno tudi denarja in v bistvu se jim, ne samo da se jim čas izteka, ampak enostavno frustracije doživljajo ob tistem, ker je bilo prej njim vir veselja. In zato je najbolj pomembno, da v bistvu ne glede, ali štartaš osebni brand, se reče, ok, osebni brand pa brand podjetja,
se pravi, se odločiš pri imenu, ali boš nastopil s lastnim imenom, ali boš pa nastopil z imenom nekega podjetja, ne, je najbolj pomembno to, da preveriš, ali stvar, ki te veseli in ki jo delaš in ki jo želiš prodati, pije vodo. A ne? Se pravi, to je najbolj pomembno in potem, ko to stestiraš, vidiš, da to se da prodati, komu se pravi, za koliko denarja, da je to profitabilno, potem pa počasi rečeš, ok, zdaj pa se bom odločila, v kaj bom šla. Zdaj, ali to izdelka storitev, ne, ampak grem ali v osebni brand z imenom ali z podjetjem. In zdaj tako, pri podjetju je fajn plus to, da imaš neko, recimo, tako abstraktno domišljijsko ime, ne? Ki si ga sam izbiraš, ki je lahko vezano na, recimo, na nek produkt, na storitev, na tvoje delo. In dobra stran je to, ker če boš ti imel vizijo, da boš to podjetje želiš prodati, potem ga boš lažje in hitreje prodal, ker si se že vnaprej oduzel iz enačbe. To pomeni, da tudi ljudje, timi sodelavci lahko pridejo pod to okrilje in tudi hitreje se proda. Zdaj, če imaš pa ti recimo osebni brand, in je vse tvoje delo, vse tvoje storitve so vezane konkretno na tebe, to, da si recimo coach, boš težko to prodal svoj ime, če res ni res dober, pa če ti v bistvu če nisi naredil sistema, kjer lahko cela zadeva in cel posel živi brez tebe. Dobro, vse poznamo, Opra je pač osebni brand in poslovni brand hkrati, ne? Ampak to so res toliko znane zvezde, da tudi Opra, ko bo šla, bo še vedno podjetje Opra, ne? Medtem pa, če mi gremo, pa bo stvar zamrla. Tako da to so take razlike, recimo, ki jih fajn se odločata, ne? Pa mogoče je bolj smiselno tudi tako, kot ideja, ne? Da če imaš ti izdelke, mogoče bolj izdelke vezati na neko podjetje, na neko ime, ne na toliko na osebni brand. Je pa res, ker si pač ti lastnik podjetja, tudi ti rabiš osebni brand, ker posel vedno delamo z ljudmi. Tako da v bistvu rabiš oboje, če se odločiš. Rabiš oboje, samo ali ga boš intenzivno, bom rekla, porival naprej, namensko, strateško, ali pa boš to delal bolj v ozadju, se pravi ne toliko na socialnih oziroma na družabnih omrežjih, ampak v grajenju oziroma v rokovanju, v sodelovanju z ostalimi poslovnimi partnerji in tako naprej. Kaj pa če recimo, da se bi zdaj ta nova podjetnica odločila, da dela pač na svojem brandu, se pravi ime, priimek uporablja, ne? In potem na neki določeni točki ugotovi, da bi mogoče ta brand ali pa ta posel želel prodati oziroma dati naprej. Tukaj bi potem verjetno bilo smiselno potem narediti neko tranzicijo na nek nov brand, kar je verjetno še dovoljeno. Zakaj te to sprašujem? Zaradi tega, ker mogoče včasih lahko za koga to odločitev, v katero smeriti, tako težka, da mogoče bojo potem zaradi te odločitve obstali in hočem mogoče poudariti, da tudi če se zdaj odločiš za eno varianto, da verjetno je smiselno, da lahko še vedno potem narediš tranzicijo. Ali se motim? Ne, mislim, čisto super je, ne, treba vedeti, da v bistvu nič ni vklesano v kamen, ker pomeni sploh, če smo na začetku, ne bom rekla, da je čisto vse, ne, sej približno že veš, v katero smer te vleče, ampak hočem reči, da ko mi šele, to je ta paradoks, ki ga se ful ljudi premalo zaveda in to je to, jasnost dobimo, ko gremo v akcijo. V akcijo pa ne gremo zato, ker nimamo jasnosti. In je to v bistvu kokoš in jajce. Kaj je bilo prej, kako zdaj začeti, ne? In to je treba presekati in iti v akcijo, ne glede ali imaš jasnost popolno ali je nimaš, ne? Se pravi, ko greš v akcijo z imenom ali pa z podjetjem, nima veze, boš ugotovila oziroma se ugotovi, da ti življenje prinaša, se odziva tudi na tvojo pot, ki jo hodiš. Kar pomeni, da tudi sproti korigiraš. Recimo, vsak od nas ve, da 5 let nazaj, ko smo bili čisto na drugačni stopni in v mindsetu in v tem, kaj smo počeli. In to se spreminja. Ker ko greš ti v akcijo, tudi želiš, da čutiš v resnici, kaj ti paše delati, kaj ti ne paše delati, kje si dober, kje ti nisi dober, kje te stranke bolj želijo, kje si te ne želijo. In s tem, ko pridobivaš jasnost, potem se ti tudi bolj jasno pot izrisuje. In ko se ti izrisuje bolj jasna pot, ko točno veš, to je to, ne pa tisto, kar sem jaz premislila, takrat je potem tudi čas, da se odločiš
dokončno v narekovajih, ker nič ni dokončnega, ne, in rečeš, ok, zdaj grem pa jaz v to smer, ker si zase želim to in to zadevo. Tako da je pa vedno fajn, da ko smo na nekem razpotju, oziroma ko se odločimo, da gremo levo ali desno ali pa naravnost, pride, če smo že si ustvarjali dosti močen brand, je potem fajn narediti rebranding. Se pravi, da se v bistvu brandiramo na novo, v stilu, pa se pa odločiš, nikoli ni fajn čisto vseh mostov rušiti za sabo, se pravi, vedno je fajn videti, katerih od mostov so ti še ostali, da jih uporabiš za naprej, ampak vedno je fajn to narediti z razlogom. Se pravi, vsakršnakoli sprememba, če govorimo zdaj vizualno o brendu, naj bi odražala to, kar se dogaja v notranjosti našega brenda. Tako. In s tem v bistvu ljudi spet ozavestimo in jim odpremo oči, v kakšnem načinu smo zdaj mi drugačni, novejši, sodobnejši, ne vem, tako, nekako. Ful dobro, hvala za to. Dejva iti zdaj na to, da res dobimo še mogoče kakšne konkretne informacije, kje zdaj sploh začeti z osebnim brandom. Če se odločimo za osebni brand, ker to vsi rabimo, kje začeti, pa ga mogoče tudi kaj vse vključuje. Ja, zdaj tako bom naredila pač nekem svojem primeru. Se pravi, večina ljudi že začenja nekaj delati, ne glede koliko so uspešni v svojem poslu, eno idejo že imajo, kaj bojo počeli oziroma kaj počnejo. In ne glede, ali so začeli na začetku, ali na sredini, ali pri logotipu, ali pri strategiji, vedno naredim najprej analizo po tej moji preverjeni metodi bližnjici 6 spiralnih ključev, zaradi tega, da ugotovimo, kaj delo je dobro in kje delo je slabo. In potem tukaj štartamo naprej. Tako da v bistvu ni enega samega pravila, ker treba je ljudem povedati, da če imaš sledilce in če objavljaš na družabnih omrežjih, to še ne pomeni nujno, da imaš posel. Ker število sledilcev, ki jih imaš, pa ne glede koliko je visoko, še ne pomeni 6-mestnega števila na tvojem TRR-ju. In to mi je treba jasno zavesti. Eni so že z muko prišli do tega, eni pa so še, bom rekla, zaslepljeni s temi številkami. In jih je treba v bistvu bom rekla, strezniti, da jim poveš, da je treba imeti v bistvu pravo stvar, se pravi, da prvo sploh veš, kaj si želiš, ugotoviti, kdo je tvoja idealna ciljna skupina, imeti pravo ponudbo za njo in potem pravi nastop, da lahko te stvari, bom rekla, daš na pladnju in da potem oni lahko kupujejo. Ker če je tukaj neujemanje, in to največkrat je, potem ni rezultatov, kot si želijo. Zato je treba to vedno preveriti, kje se jim zatika. Tako bi rekla. To prvo je treba preveriti, ker eni delajo napako to, da v svoj čas dajo v objave na družabna omrežja in se nič ne zgodi. Eni v bistvu tudi tega ne, pa imajo samo spletno stran, pa čakajo, da bo ljudje kar drli zdaj, zato ker so mogoče prvo stvar optimizirali po SEO-ju. Skratka, treba je prvo narediti analizo in realno se postaviti na tla. Pa tudi to, ali tvoj izdelek ali storitev pije vodo. Ker to, če ti uživaš v tem, kar počneš, bo potem lahko ostal zavedno hobi in nikoli biznis. In ta hobi je treba v bistvu, tako da si pilimo nohtke, ko treba v bistvu spiliti te produkte, storitve in tudi s tvojo idealno ciljno skupino. Ja. To je najbolj pomembno od vsega. Potem šele pridejo barvice in profili dobri in obleke in ne vem še vse. Ja, definitivno se strinjam. Velikokrat sploh v podjetniški publiki pride do tega, da jaz rada počnem to in bi želela zdaj samo to početi. Vse ostalo bomo podali na stran. In mogoče niti ponudba ni prilagojena za idealne stranke, večinoma niti ni čisto jasno, ali pa ne vem, je varianta ta, da moje storitve ali pa ponudba je za vse, jaz ne rabim idealne stranke in potem, ja, točno tako, kot si rekla, pač ni rezultatov, ki si jih želimo. Ja. Kar povej. Ja, in tudi recimo, tudi če misliš, da imaš svojo ciljno skupino, in tudi če misliš, da ta ni dovolj, da je dovolj ozka, je še vedno preširoka. Običajno je tako, Običajno je tako. Tako da, pa tudi še en moment je, recimo, vidim pri teh, bom rekla,
začetnicah podjetnicah, recimo, ko se odločajo, ne, vidim tudi ta moment, da tako, v Ameriki je to ditch your job from 9 to 5, ne, da v bistvu greš ven iz službe in si na svojem. In to je absolutna zdaj zaželjena vrednost in cilj in želja. Ampak treba se zavedati, ne, da vse ženske oziroma vsi moški, pa vse osebe, kjerkoli oseba, ni vsaka oseba za to, da gre na svoje. Ni. Če te že zdaj strah v bistvu, kako boš dobil svoj obvezni denar na vsak mesečni račun, če te že zdaj skrbi, da ne boš nikoli več dobil kredita in tako naprej, pa se treba nekajkrat globoko dihati in vprašati, a je to res zame ali ni. In zato tudi priporočam, ne pustiti svojo službo, pa iti kar ustvarjati, ne, izdelke, ki te veselijo, ampak imej eno sigurno varnost in potem iz tega štartaš naprej, počasi, nikamor se ne mudi. Bolje počasi, pa v pravo smer. Jaz sem ravno zadnjič imela z eno podjetnico pogovor in je bilo točno na to tematiko, ki je delilo v bistvu, da jaz želim samo delati to svoje delo in se ne želim ukvarjati čisto nič drugega. In potem, ko smo se pogovarjali, smo res ugotovili, da je to takšna težava in mora, ne? Ker ko se odločimo za podjetništvo, to ne pomeni samo, da bomo delali tisto, kar je naš fokus, kar si mi želimo delati, ampak zraven prinese še kakšno drugo kapo, kakšno drugo vlogo, ne? Moramo poskrbeti za marketing, za finance, za računovodstvo in. Potem v bistvu, ko sem jo predlagala, zakaj pa raje ne gre potem se zaposli, ne? Me v bistvu tako zelo pisano pogledala in šele ugotovila sva potem, da na to sploh recimo ni pomislila, ne. In mogoče se res premalo govori, da tudi če imaš to pot, da želiš samo delati to, kar v čemer si dober in želiš to, je lahko zaposlitev ena super pot. Ja, seveda, jaz sem to vedno rečem, lahko sem za 4 ure, glej, pa greš kelnart, vse ni problema, ja, to pa jaz ne bi, mislim pa fakulteto ali pa kakorkoli, lej, pač, če veš, kaj je tvoj cilj, če veš, kaj je tvoj fokus, če veš, kaj je tvoja želja dolgoročno, potem ti ne sme biti nič težko, ker če ti že zdaj težko, potem ti bo pol še bolj težko. Tako da treba je res biti realen in si dati neko mirnost, da reči, ok, glej, grem delati za 3 ure nekam, vsem, 3 ure pa bom pa izdelala to, kar si želim, ne? Ampak bom imela pa varnost. Ja, definitivno, veliko bolj lahkotno je potem tudi delovati. Tako je, recimo, mogoče, če se še samo zajamemo tiste, ki pa mogoče se ne odločijo za podjetniško pot, če sva že zavile na to stran in želijo iskati službo, ne? Tudi tisti verjetno morajo ustvarjati svoj brand. Kje pa tisti začnejo? Ali je? Verjetno ni čisto enako, ne? V bistvu je zelo podobno, samo s tem, da pač ene stvari je manj poudarka. Skratka, ali želiš, da se zaposliš nekje v svoji sanjski službi, prvo moraš vedeti, kaj je tvoja sanjska služba in kaj ti obvladaš. In so spet v bistvu pri prvem ključu, pri drugem, skozi prav se ponavlja, ne? In v bistvu, dobro, ne delaš marketinga sebi, ampak se pa izpostavljaš, mogoče ne toliko na Facebooku, kakor na kanalih, mogoče LinkedIn, in tam deliš svojo vrednost, svoje prispevke, svoje znanje, svoje izkušnje in aktivno v bistvu posegaš in v bistvu jih opozarjaš nase na tak nevsiljiv način, ne? Ampak če ti tega ne delaš in misliš in samo CV-je pošiljaš okrog, ne, CV-je, kao, to je pa dost, ne, je to pa zdaj žal premalo. In CV je pač papir, ki prenese veliko. In potem tam ljudje naštejo 100 in eno diplomo in 100 in eno izkušnjo in 100 in en Google certifikat, ne vem kaj še vse, ne, od tega, da kvačkajo, štrikajo, predajo, ne vem kaj še vse, ne, da jahajo konje, ampak v resnici, ne, tudi če jaz ne moram videti tvoje energije, recimo, da ti verjamem, da to obvladaš, ampak tebe ne moram čutiti. In potem s tem tudi v bistvu bodočemu pa potencialnemu zaposlovalcu otežimo delo, ker oni so, glej, koliko jih hud CV, ne, ful dober, ne, ampak s tem v bistvu tratiš njegov čas pa tudi svoj čas, ker gotovi pa na koncu, da si prazna, mislim, da si samo lupina, ne. In je treba, se pravi, prvo začne, kaj si sploh želiš, kje delati, v katerem poslu. Dobro, če pač želiš pač biti natakarca ali pa pač, se pravi, bom rekla, ali pa maserka, to so pač
bom rekla, dela pa opravila, ki lahko v bistvu konkretno greš, potrkaš in tako naprej. Ampak ker pa govorimo prav o rednih zaposlitvah nekje, kjer se dogaja online, recimo malo, bom rekla, večjih korporacijah in tako naprej, ali pa večjih podjetjih, je pa potrebno, bom rekla, biti proaktiven, da te opazijo, a ne? In tukaj pa večina se jim ne da, ker službo ljudje povezujejo s tem, aha, delam od do in potem grem domov in to je to. In imam kredit, lahko dobim in to je to. In si nič več ne želijo, a ne? Tisti, ki si pa želijo malce več, so pa pripravljeni potem narediti ta korak naprej, a ne? In da se tudi pokažejo na videu, da povejo, zakaj so oni dobri, izpostavijo svoje dobre lastnosti, ne? In potem si lahko opažen. Če pa ne greš naprej, pa, a ne? To je ta največja zanka. Zato smo podjetnice toliko, bom rekla, in uspešne in prodorne, zato ker si želimo nekaj več. Mogoče še samo bi to rada upozorila, da če recimo gremo na to pot in potem začnemo na LinkedInu objavljati mogoče takšne bolj strokovne zadeve oziroma te zadeve, da pomembno je tudi, da če imamo profil na Facebooku, kot pa si rečemo temu, to je pa privat profil, da verjetno ni čisto vseeno, kaj tukaj objavljamo. Tudi tukaj moramo malo paziti, da zdaj ne objavljamo kakšnih kontroverznih zadev, oziroma če jih, da pač vemo, da potem za tem tudi stojimo. Tudi to ne vpliva na naš brand. Ni več privat stvari, ni več. Mi mislimo, da je Facebook privatni pač profil lahko, ampak to ni več privata, ne. Tako da treba je biti, bom rekla, strateški in namenski. To ne pomeni, da zdaj ne smemo deliti svojih fotografij iz osebnega življenja, če pač želimo. Seveda, da lahko, ampak vsem skozi to luč tistega, kar si mi želimo doseči. Samo za to gre, da znamo imeti pravilne filtre, ki ustrezajo nam in tistemu, kar si želimo. In naši idealni stranki v tem primeru pač nekomu, katerega bi se radi zaposlili. Recimo, če želimo delati pri Akrapoviču, najverjetneje bo treba vsem ne prilagoditi, še vedno si avtentičen, še vedno si ti, ampak vsem imeti ta filter pred očmi. Če bi te nekdo prišel, če želiš biti zaposlen pri Akrapoviču podjetje, da nekdo pride k tebi, da še malo moške vključimo, da vidi čez tvoj profil tvojo strast, to, kar tebi ustreza in kar ustreza tudi podjetju. Ja. Pa mogoče še tudi to za poudariti, da tudi če objavljamo, ne vem, kakšne fotografije iz svojega življenja, svoje hobije, da tudi to je lahko v bistvu super bonus, da nas potem ti ali delodajalci ali potencialne stranke ali karkoli, tudi čez to prizmo bolj človeškosti spoznajo. Tako je, absolutno. Ni pa to prepovedano, ali da ne bo se čisto razumel. Ne. Sploh ne. Samo tako, da ne kažemo, enkrat pečemo palačinke, drugič si lakiramo nohte, tretjič sedimo na plaži, če že naj bo namensko, naj bo premišljeno, vprašimo se, pa tudi da se tudi vprašamo, koliko zasebnega si pa želimo deliti. Se to ne pomeni, da pa vsaka stvar, ki mi pade na pamet, da jo lahko delim. Ja, lahko jo deliš, ampak a je pametno, a je smiselno, a te bo to pripeljalo en korak bližje k tvojemu cilju, ki ga imaš. Pa smo spet pri tem, in večina ljudi žal ne ve, kaj si želi. In pa, če pa to veš, potem pa tudi se zavedaš, kaj dati gor in kaj ne. Je pa absolutno, da pokažemo svojo človeško stran in plat, ker vsi smo ljudje in nihče ni popoln. Ja, točno to. Veš kaj, bi še mogoče samo eno vprašanje za konec imela, da recimo, kako pa lahko zdaj, ko začnemo bolj fokusirati se na osebni brand, kako to lahko še bolj mogoče izkoristimo za svoj posel, izkoristimo v narekovajih, ne mislim nič negativnega, ampak da pač doprinese oziroma pomagamo tudi v svojem poslu. Ja, fajn vprašanje. V bistvu, kot sem že prej rekla, ljudje dostikrat pozabljamo, da kupujemo od ljudi, ne glede, da je to pač zaposlen v podjetju, in posel delamo z ljudmi. In zato pa sploh, če ste v poslu, pa ste podjetnica, je nujno ukrepiti svoj brand, da ga jasno definiramo. In jasno in se skladno izražamo, da tudi definiramo, s kom želimo delati. Kdo pa pravi tudi, da moramo delati z vsakim, ki nam ponuja denar. In zdaj, preko pridemo na jasno glede tega, prej bomo lahko tudi avtentičnimi, ker bo pomenilo, da marsikomu ne bomo vedno všeč. In prav je tako, ker to pomenimo, da ne bomo več siva miška, ker se bomo znali jasno postaviti in bomo všeč samo določenim tipom ljudi, ki bodo po vsej verjetnosti, če
pravilno postavimo strategijo, tudi naše idealne stranke. In bomo tako lahko veliko bolj prepoznavni, kredibilnejši in s tem veliko bolj lahkotno pa hitreje sklepali posle oziroma pridobili več strank. A ne? Ja, fantastično. Maša, hvala ti. Za konec bi te rada samo še vprašala, če bi nekdo želel se povezati s tabo, kje te najlažje najdejo? Ja, najlažje me lahko najdejo kot darilo še preko teh dveh revij, a ne? Se pravi mixer.si pa Poševnica revija. In s tem si prenesajo v bistvu zdaj tukaj v dveh revijah je 52 oziroma 52 digitalnih daril za grajenje posla. Tako da to je v bistvu najlažji način, da dobijo še darilo od mene hkrati in se poveže na moji spletni strani. Super, super. Bova link tudi bom spodaj pod video pripela, tako da bo res čisto lahki dostop. Maša, hvala ti za vso znanje in uspešno grajenje osebnega brenda. Hvala lepa tebi, Maja, za povabilo in za to, da pomagaš odpirati vrata k temu zavedanju in pomenu osebnega brenda in da si to vredno želela prenesti tudi tvojemu občinstvu. Tako da hvala ti in vsem vam, ki nas naju gledate. Hvala ti. Hvala, čau.